Ja, lepo pozdravljeni, sem Slavko Žagar, nahajamo se na kmetiji Zdravko Dren. Zakaj je Zdravko Dren? Ker se ukvarjam tudi z drenom in sem uporabljal ta rek, ker je dren zelo zdrav. No, drugače se pa ukvarjam s čebelarstvom, že 21 let. Zadnje 4 leta sem pa šel v ekološko čebelarstvo, ker sem videl ta način čebelarjenja meni ustreza. To je moj način življenja, uživam v tem okolju, je čisto. Smo na Jugorju, 550 metrov višine. Okolje je čisto, prijazno, nobene kmetije, nobenega vinograda, nobenega onesnaževanja. In tu sem si izbral to parcelo, ta prostor za čebele. No, v Gorjancih je tudi veliko zelišč, v naravi, bogato rastlinstvo, bogato drevesno vrst. Nekaj sem pa tudi dodal. Začel sem s čebelarstvom že 21 let, najprej ljubiteljsko, zadnjih 6 let pa sem malo povečal in se samo ukvarjam s čebelarstvom. Nadgradnjo čebelarstva sem videl v saditvi dreves, medovitih in pa učnega zeliščnega vrta, vrt medovitih rastlin. Zakaj? Ker so take vremenske spremembe. Eno leto je deževno, drugo je suša, enkrat nam pozebe. Tako da ali preživiš ali pa ne preživiš, če se ukvarjaš z eno dejavnostjo. Tako sem razvil še sadjarstvo, začel sem delati z drenom. Dren je zelo dobra paša za čebele. Prva paša cveti že tam konec marca, že začetku marca in je zelo dobra za čebele. No, tako sem začel z drenom, potem pa še medovite rastline. Sem na čistem in nekje sem si razdelil 3 vsebine. Torej, imamo čebelarstvo, sadjarstvo in pa tematska vsebina na tej kmetiji. Čebelarstvo in čebele nam dajo med, nam dajo propolis, mleček, svoje produkte. Sadjarstvo imam dren, ki je zelo bogat, zelo zdrav, neraziskan, naša stara sorta. In pa tematske vsebine, imamo kakšne skupine, šolarje, naravoslovne dneve, organiziram naravoslovni dan, neko vsebino, da vidijo, kako se čebela prehranjuje, kako ima oprašuje, s čim se hrani. Tu se na vrtu vidi te rastline, v gozdu medovita drevesa, nam dajo nektar, med in to je zelo uporabno za čebele, za učence je pa to ena poučna vsebina. In pa pol predelavo tega cvetja, tega listov, zelišč, lahko dobimo eterično olje in prikažem destilacijo, lahko izdelujemo neke šampone naravne, neko kremo, pač po želji. Tako da imajo učenci ali pa organizirana skupina neko temo, se nekaj naučijo in to je tudi del moje kmetije. S tem se preživljam, če je dobra letina, imam nekaj, če je, imam 3 možnosti dohodka. No, to je dogodek na tej kmetiji, na vrtu, drugače imam pa prodajo po spletu, sejmi, od ust do ust, potem so kakšne organizirane skupine, sodelujem z turističnim društvom, z lokalci, z gostilnami. Ko imajo skupino, avtobus, jim predstavim, pokažem neko temo ali samo degustacijo. Na ta način se tudi tržim. Živim izključno samo iz tega, nimam nekih strojev, vse je ročno obrano, ročno delano, vse rastline ne rabijo, se pravi, se samozaščitne, nobenega špricanja, nobenega posebnega zdravljenja. Tako je dren, zelišča in pa tudi čebele. Z ekološkim načinom čebelarim, brez nekih zdravil. Tržim na ta način. Odločil sem se, da dobro živim.
da ne grem v neko investicijo, da se da na teh 2 hektarjih tudi lepo preživeti, malo na drugačen način. Zelo je to obiskano, iskano in obiskano. Ljudje rabijo take dogodke v naravi, da se nekje čuti ta rastlina, žival, se pravi čebela, da vidimo, da se nekje združimo s to naravo. Imamo okrog 60 panjev čebel, 1 hektar pa pol drena, pa nek 20 arov teh zelišč. Pred 4 leti sem šel v ekološko smer, v ekološko kmetijo. Videl sem izziv, predvsem je to, da je to moj način življenja. Tako jaz na tej površini ne uporabljam nekih pesticidov, nekega betona, imam naravno gradnjo in čebeljak in ta kozolc. Če gledamo nazaj, največji problem mi je bil zdravljenje čebel. Na ta način čebele na naravni način zdravljenje, varoja je vsako leto močnejša in tukaj je največja zanka. Rešujem z naravno kislino, to je oksalna kislina, in pa naravna eterična olja, oziroma ta timol, timijan, ki nam zmanjšuje prisotnost varoje. Predvsem pa z oksalno kislino, kislina, ki je prisotna v vsem sadju, v telesu, naravna, dovoljena zdravljenja. Zimsko krmljenje je po zadnji paši. Jaz vedno pustim del kostanja in potem tudi ta paša po kostanju, da imajo za zimo. Dodajam pa, če je potrebno, ekološki sladkor. No in v tej priložnosti bi povedal, da čebele občutno so jih manj moti. Ekološki sladkor je lažje razgradljiv, čebele uživajo. Vidim po čebelah prej in zdaj, koliko so bili v času navadnega čebelarstva bolj agresivne, ko smo krmili, ker jih s to sintetiko zelo obremenimo. Zahteva ekološko čebelarstvo so, da imamo postavljene panje stran iz ceste, vsaj 3 km od avtoceste, od jedrske elektrarne, od nekih smetišč, to ustreza. Potem je pa tehnologija, kako mi zdravimo, kako delamo z njimi, s čim jih hranimo. Zdravimo na zdrave, naravna ali kislina, ali so eterična olja. Hranimo z ekološkim sladkorjem, če je to potrebno. Predvsem pa jaz to gledam, da imajo čebele, da si naberejo za zimo. Da samo še malo dodam sladkorja, da imajo res dosti hrane, energije čez zimo. Predvsem je v tem razlika med klasičnim. Dočim čebele hodijo po čistem, Slovenija je čista, cela država proti Evropi, zelo bogata z zelišči, z drevesi, tako da imajo kar lepo pašo. In tudi slovenski čebelarji smo priznani v svetu, imamo dobro organizacijo, dobro zvezo, nam nudi izobraževanja, se tega udeležujem, tudi sam predavam. Imamo na primer seminarje, tudi tukaj pri meni je bilo, in se lahko poučujemo in tekoče spremljamo ali probleme ali rešitve. Imam tudi nasad drena, približno 1100 sadik na 1,5 hektarja. Dren sem se odločil zaradi zdravja, zaradi vsebine, ki ima dren. To je sveto drevo, ljudje so ga častili, na vrtu je bil simbol zdravja, trdne vezi in pa predvsem po vsebini tega C vitamina in zdravilnih učinkovin, ki so v drenu. 1100 dreves. Prvo je zelo dobro paša za čebele, drugo so pa plodovi, ki so bogati s C vitaminom, askorbinske kisline je največ. C vitamin, kalcij, železo dobro dela za telo, da energijo, razbremeni ščitnico, da energijo v telesu, dobro kislino, dobro prebavo, to vse je v drenu. Pridelujem drenov sok,
drenov kis, drenovo marmelado, brez sladkorja, se pravi konzervans in sladilo je med, tako da koristim svoje pridelke, se pravi iz čebelarstva, združim z drenom in pol to na trgu prodajam. Z drenom je v bistvu malo dela, redno kosim, enkrat na leto, da ni zaraščen, da imajo čebele pašo, potem pa v bistvu ga samo otreseš, obereš in pol predeluješ. Dren ne rabi škropljenja, ne rabi neke nege, to je avtohtona rastlina, drevo, samoniklo, saj tudi sadim te stare slovenska prilagojena drevesa, nobenega škropljenja, nobene posebne nege. Odporen je na mraz, na sušo, prilagojen je na te vremenske razmere. Je pa pozabljen, v bistvu ga težko vidimo v naravi, ker so ostala drevesa ga prerasla in ga redko vidimo. Ja, zdaj v tem času je zelo uspešna spletna prodaja, kjer nisem preveč domač, rajši sem na njivi, rajši sem pri čebelah, kot na telefonu, kot na tem, vendar je uspešno. S tem se predstaviš širši skupini, širši publiki, s tem tudi prodaš, tako da zadnje časa grem na spletno trgovino, sicer pa po sejmih, po direktni prodaji, to je moj način. Zaenkrat vse prodam, če bo pa več, bomo pa mogli tudi v to smer razširiti se. No, tukaj imamo primer gozdnega roba. To je en del evropskega projekta, razpisa, kjer se vzpostavlja gozdni rob, se pravi, kako prihaja iz travnika v gozd. Najprej se začne šipek, kakšna robida, kakšna kupina, potem kakšen bezeg, leska in tako naprej gre v višino proti gozdu. No, deloma na tem smo se prijavili na razpis, da vzpostavimo ta gozdni rob, da je primerno, da bodo obiskovalci videli, kako to poteka in pa predvsem, kako koristno je v naravi. To je hrana za čebele, hrana za ptice, skrivališče za ptice, za živali, da se bežijo pred svojimi plenilci, in pa zelo koristni sadeži. To so super živila, sami antioksidanti, od maline, šipka, gloga, drena. Torej so to super živila, ki rastejo v naravi, v našem okolju. Torej delamo ta gozdni rob z parimi temi inštituti. Na moji kmetiji bo pa to vzpostavljen, da se vidi, kako to poteka in ta rob bo vzdrževan.